dan, dobrodošli. Zdravo, lepo, da ste tu na ključni konferenci mladih. Ključna konferenca mladih je zaključna konferenca 8 vsebinskih mladinskih mrež, ki so od leta 2009 delovali na področjih mladinskega dela, aktivnega državljanstva, senzibilizacije javnosti za teme mladih, lokalnih mladinskih politik ter struktur medgeneracijskega sodelovanja, socialnega kapitala mladih, raziskovalne kulture in medkulturnega dialoga. Skratka, tega dela je bilo ogromno. Kar veliko. Tako je. V Uradu za mladino je danes kar en poseben dan. Naš, recimo, evropski prvorojenec bo doživel svoj zrelostni izpit in naše veselje in zadovoljstvo je toliko večje, ker vemo, kako težki so bili prvi koraki, tako za nas v uradu, kot za vas, ali pa predvsem za vas, ki ste urali ledino. Kaj se ti zdi ključen izziv mladih v Sloveniji? Uresničiti same sebe, se pravi poiskati svoje poslanstvo. Samo družina in samo šola mu tega ne morata dati, potrebuje tudi ta vmesen prostor mladinskega dela. Dobar dan. Dobar dan. Ne bo šel jel. Ne bo šel jel. Jaz sem slišal, da so zadnji projekti, ki so potekali zadnje 3 leta in tudi razpisi, padli na plodna tla, da so vaše mreže, vsi tisti, ki ste koristili evropska sredstva, da ste dobro izkoristili in da ste razgibali mladinsko sceno. Dobra informacija za vas je tudi to, da bo v naslednji finančni perspektivi, ki traje od 14 do 20, denarja za vašo dejavnost tudi z tega vira še več, bistveno več, kot je bilo doslej. Kaj si se ti osebno naučila skozi delovanje v tej mreži, v kateri si delovala? Ja, precej dialoga. To se pravi med različnimi skupinami, med različnimi organizacijami. Pa res spoznala sem, da se mladi ne dajo kar tako, da na njih je treba računati v vsakem primeru. Zdaj. Tisto, o čemer razmišljam pa že zadnji 2 leti, pa je, kaj se bo zdaj zgodilo, ko se bodo tej projekti nehali in če bodo pustili kaj trajnostnega. Kaj se tebi zdi? Nekatere stvari bodo gotovo ostale, se bojim, da so pa ene organizacije tako zaštartale, da jim je to pomenilo zdaj toliko velik del njihovih dejavnosti, da če denarja ne bodo imeli, ga ne bodo nadaljevale. In ta del mi ni fajn, ker se mi zdi, da bi mladinsko delo moglo temeljiti predvsem na
tem, da ti delaš, kar je tvoje poslanstvo, ne samo tisto, kjer je denar. Ampak imam upanje, ker takih je kar nekaj.